Pozdravljeni v tretjem podcastu Kajakaške zveze Slovenije. Podcast namenjen širjenju informacij, medsebojni pomoči, tako da si znotraj naše organizacije malo širimo znanje, ki smo ga pridobili med tem časom, osvojili, pokradli tudi malo po svetu. Danes z nami trener leta 2023, Maks Frančeškin. Maks, čestitam. Živjo, hvala. Čestitam za to nagrado. Pa hvala, ker si se odzval tako hitro po vabilu. Nesebično, da si celo spustil nek trening, če prav razumem. Danes si lahko odzval. Ne moram se znebiti ene misli, ki mi je enkrat Fabien Lefebvre ob eni priliki, takrat, ko se je selil v Ameriko, rekel, ni dobrega trenerja, so samo dobri tekmovalci. Kaj bi mu ti odgovoril? Se ti s tem strinjaš? Lej, strinjam se sigurno s tem, da velika večina teh izvenserijskih rezultatov, izvenserijskih tekmovalcev je v bistvu po veliki večini odvisna od tekmovalca samega in njegovega rojenega talenta, lakote in vsega. In jaz sem tudi slišal eno drugo zanimivo tako citat ali misel, ker pa ne vem, komu jo pripisati, sam vem, da obstaja, da ti trenerja nikoli ne moreš ocenjevati oziroma vrednotiti po njegovemu najboljšemu tekmovalcu, pa po njegovemu najslabšemu tekmovalcu, ampak po unmu vmes. Zato, ker vedno je neki, mislim, ta faktor talenta, tega, kako si rojen, je toliko močen, da ti v bistvu cel sistem se lahko podreče, računaš samo na to. Jaz pa najrajši oziroma najbolj vidim svojo vlogo v tem, da tekmovalce povezujem med sabo, da jim dam tisto, kar mogoče rabijo kdaj, da tudi tistim najboljšim, ko kdaj kaj rabijo, da sem jim na voljo, in da ustvarjamo v bistvu nek sistem in neke pogoje za napredek, ne enega, ampak napredek pač 10, 20, ki en z drugim potem sodelujejo in en z drugim grejo naprej in više. Zanimivo. Zdaj, ti si pa tudi prej bil tekmovalca, ne? Najbolj rezultate si dosegel v spustu, ampak si bil pa tudi si šel skozi celoten spekter, ki ga ponuja naša zveza, se pravi slalom, mirne vode, verjetno tudi v plastiko se usedeš, verjetno, če bi bil v tistem času že cross na olimpijadi, bi tudi to znal zpeljati. Kako si kot tekmovalec, kako si takrat treniral, kdaj je bil tvoj trener, kako ste to peljali? Najboljše rezultate? Začel sem nekje pri 10 letih, v Ljubljani, itak si prvo leto, 2 si preživi, kar je idealno. Odlična odskočna deska za naprej. Potem je bil nekje od teh 11, 12 do 17 let je bil te trampuš in smo delali pač vse, kar je v Ljubljani, moram reči, je bilo to vedno en taka, bi rekel, pravilo oziroma eno stanje, da tekmovalci v teh letih tekmujejo v vseh disciplinah oziroma trenirajo v vseh disciplinah. Sicer je bil prvotno seveda slalom, ampak smo zelo enakovredno razvijali hkrati še spust. Tudi v mirne vode smo kaj zašli vmes in ta širina je pol, če ne drugega dala, iz te skupine je dala svetovne mladinske prvake v slalomu, v spustu, članske prvake v slalomu, v spustu. Potem pa so se pač naše poti počasi razhajale, eni smo šli proti spustu, eni so šli proti slalomu. Po enem, bi rekel, prehodnem letu pri Fedi Marušiču sem potem za par let zajadral k Srečku Masletu, kjer smo pač se močno lotili spusta, tudi
mirnovodaških ekipah smo že bili, jaz pa Kolar pa Oven. Pol je bilo eno leto z Jernejem Žapačičem Regantom, potem sem pa od, bi rekel, 2015 do 2018, ko sem končal, sem pa bil sam pod svojim okriljem oziroma sem sam zase skrbel. Takrat 2015 sem tudi v bistvu imel svojo ta boljšo sezono, sem v 23 zmagal svetovno prvenstvo v šprintu, pa bil drugi v klasiki. Pa smo 2017 sem dirkal hkrati svetovno prvenstvo mirne vode K2 pa divje vode C2, da je bilo kar hecna kombinacija. Ampak ja, to je pa nekako tako, pa je nekako naravno oziroma zelo brez hudega preskoka prišla ta prestavitev v trenerstvo. Se pa še zdaj zelo rad čolnu sedem in kar veliko preveslam. Kam si bil v K2-ju? 2017 Debeljakom. Ja, čakaj, in pa C2? Kočevarjem. Ja, točno. Aha, kaj smo. Ja, bravo. Se pravi, vmes si pa končal tudi študij? Ja, študij sem kasneje končal v bistvu. Študij sem predolgo vlekel, nekako 2013 sem ga začel vleči in nategovati in pa sem do 2018 ga takole vlekel, pa sem pa 2018 v 2 mesecih končal vse, kar sem ga zakončal. Se pravi, si bil sam svoj trener? Če sem prav razumel nekaj časa, si že pa črpal znanje iz tega študija tudi? Ja, sigurno. Pa sej študij, mogoče se bo malo tako slišal, jaz zdaj rečem, da je kdaj to, da si s fakultete za šport, da je slabša reklama, mislim, da je bolj slaba reklama, kot pa dobra reklama, ker nisi v samim študijom sigurno nisi pripravljen na samostojno delo v športu in rabiš še veliko drugih interesov oziroma moraš veliko sam kaj narediti, kaj prebrati, kaj se s kom pogovarjati, da prideš na nivo, da bi ti lahko vodil nek proces sam. Ja, vse to je pa vsodne vsakmu delu, čeprav je pa vstopnica za nažur. Je pa vstopnica v sistem. Tako, da lažje jadraš potem, da nisi lik tukaj v trgu. Zdaj ti si poleg tudi šel zelo v fitness, mislim, si kar strokovnjak za fitness, imaš, dostikrat smo mi dva se pogovarjala, imaš kar ogromno znanja, kje si pa to pridobil, predvsem kar se tiče mobilnosti, stabilnosti, se pravi tudi kasneje seveda moči, se pravi, verjetno si zelo izhajal, ko si delal fitnessih, verjetno delaš sem s tekmovalci, ki so v kajaku v fitnessu, ali delaš tudi z ljudmi. Samo s kajakaši. Se verjetno si izhajal, da si jemljal fitness pač kot dopolnilo k temu, da bodo bolj žveslal, ali kako si razmišljal? Ali da se napildajo za... Ne, to je za polet pa, za na plažo. Fitness je po mojem mnenju, oziroma v fitnessu po mojem mnenju delamo tiste stvari, ki jih na vodi ne moramo. Pač čist enostavno pika, klicaj in to je to. V fitnessu simulirati gibanje na vodi oziroma delati neko repeticijo gibov, ki jih tako delaš na vodi, je čist brez veze, zato ker pa greš lahko delati na vodo. Fitness, naš čas treninga je zelo omejen, in omejen je z voljo, energijo, časom, s parimi zadevami. Se pravi, mi moramo ta čas optimizirati in moramo v tem času v čim manj časa narediti čim več oziroma s čim manj, bi rekel, energijske porabe narediti čim več. In zato je treba pač delati pametno in je treba vzeti si čas in ne nujno samo iskati gibanj, ki so enaka gibanjem na vodi, ampak graditi stvari, ki nam bojo na vodi v resnici pomagale. Se pravi, celostno, se pravi, strukturo. Zelo. Pač, da so kakšna gibanja, ki
se ti iz prve, bi rekel, na prvo žogo ne zdijo, da ti v čovnu pomagajo, ma ti lahko v čovnu zelo pomagajo. In tukaj smo tudi sploh, si rekel, stabilnost, mobilnost, to je vse vstopnica, evo, ko si prej rekel, vstopnica, da lahko v bistvu sploh resno treniraš, ne? Ker če ti pri mnogih vajah, ki so za moč trupa, če ti rit beži v stran, če ti rame bežijo v stran, to je vse povezano in stabilnostjo in mobilnostjo in s tem, da si ti nisi sposoben nekega več sklepnega gibanja opraviti, zato ker pač si preveč zategnen oziroma premalo mobilen, ker mobilnost je v bistvu mobilnost je v bistvu gibljivost, ki je več sklepna, in mobilnost je to gibljivost v gibanju na kratko, ne? In uporabna gibljivost, in če tega nimaš, in potem moraš najprej te stvari razviti, ne? In potem boš lahko razvijal stvari, ki te v resnici zanimajo, da jih razvijaš. Se pravi, če prenesemo to v kajak, se pravi, da bodo razumeli tudi mladinci, oziroma ti, ki to poslušajo, če sem jaz te prav razumel, se pravi, mobilnost, koliko naprej se ti lahko stegneš, koliko lahko dolg zaveslaj narediš, ali pa v stran pri slalomu, pri krosu, in da si še stabilen. Da v slalomu, koliko se lahko na vesi odpreš, ne? In da si še stabilen, da lahko potem medenico pripelješ do tiste vesla, ne? Tako, da mobilnost je povezava moči z gibljivostjo, oziroma gibanja z gibljivostjo enega posameznega odseka. Da se ti potem, ko se v vesa odpreš, da se ti rame ne zrušijo po stran, da se ti boki ne odpeljajo v svojo stran. Pa da ne kompenziraš z drugimi, verjetno, nagibi, pa z drugimi mišicami. Ja. Zdaj sem te hotel še nekaj pametnega vprašati, ko sem pozabil. Pa mogoče se bom kasneje spomnil. Dobro, zdaj ampak ti imaš pa veliko skupino, a ne? Koliko imaš ti tekmovalcev? Ja, skupin imam več, no, ampak nekje 22, mislim, da sem nazadnje preštel. Čakaj, 22 tekmovalcev imaš? Ja. Sam delaš program za njih, jih treniraš? Tako. Ja, sicer s mlajšimi zdaj imam skupino mlajših, starih 14-15 let, 13-14-15 let. S temi mi en velik del treninga pomagata Tim Novak pa Marija Mašinova. Tim. Tako da smo jih imamo razdeljeni na tretjine tedna, ampak bi rekel, celo to zgodbo vodim pa jaz. Zdaj, to mi pole malo daje, da nisi priden, da nisi dober, ampak da si bolj priden, če imaš to. Kdaj imaš čas biti dober, če imaš toliko tekmovalcev? Ne vem, kako gledaš ti na to? Zelo je... Sem to, da gre trend v svetu 1-1, večina, ne... Jaz mislim, da je to naša prednost na koncu, ne? Zato ker zdaj smo, lahko rečem, že kar uspešno dvem vrhunskim tekmovalcem, recimo Ovnu pa Vrankarju, vedno bolj in bolj priključujemo Kupša, Preskarja, Miheliča, mlajše tekmovalce, ker to nekaj časa ni bilo tako, ne? In zdaj kar naenkrat imamo skupino 5 kajakašev, moških, ki so zelo močni, ne? In potem, če bo sreča oziroma če bo tako, kakor si jaz želim, bomo čez 2 leti priključili še 3, 4, 5 teh, ki so zdajle še otročki, ne? Ampak je pa sigurno tako, ne delajo, cel teden se v bistvu odvija tako, da vsake nekaj časa sam, nekaj časa se dela v skupini, treningi se v bistvu malo morajo prilagajati urniku, teh, ki so šolo obvezni oziroma študijo obvezni, pa te, ki so, bi rekel, profesionalci, se pravi, pri meni so Oven, Vrankar pa Ana, te so pa dopoldne imajo čas biti vrhunski, imajo čas biti sami in se zelo veliko posvetiti. Se lahko zelo veliko posvetimo tem, bi rekel, detajlčkom.
Ok. Zdaj pa tvoje mnenje o temu, recimo, da malo poveš, kdaj kaj delati. Zdaj, mogoče prvo po letih, pa mogoče pa še v enem letu, če bi to malo, mogoče enim našim poslušalcem koristilo, kaj bi jim ti povedal, v katerem obdobju se pravi razvijati kakšno stvar. A ja, še to sem te hotel prej vprašati, ampak vsi ti tekmovalci, ki jih imaš, še krat 2, če prav razumem, ne? Se pravi, ti si rekel 22 ali tekmovalcev jih imaš, krat 2, ti razviješ obe disciplini, se pravi, in spust in mirne vode, ali... Tako je, ja. Ja, ampak to gre z roko v roki. To sploh ni, to je, dokler ne greš loviti olimpijade, je čisto kompatibilno in je super, ker je disciplino dopolnjujeta. In recimo Urankar lani ne bi imel takih rezultatov, kakor jih je imel v spustu, če se ne bi zelo resno vrgel trening v mirnih vod. In obratno. In kakšne pa cilje imate zdaj za drugo leto, recimo s temi najboljšimi? Ja, visoke. Še vedno, vsi še vedno imajo prvotni cilj in glavni cilj na svetovnem prvenstvu v spustu, ki je sredi avgusta. Ampak Chanel No. 5 pa ne bi šel kupiti nobeden v Pariz, ali? Ne, nisem tega rekel. Ok, pa rekel svetovno. Ne, glej, officially glavni cilj je svetovno prvenstvo Sabero. To je disciplina, ki je vsem najbližje srcu, to je disciplina, kjer je ljubezen, srce, vse, identiteta človeka, ne? Ampak zato, ker imamo že ICF spored tako, kar imamo, in zato, ker smo si uspeli, bi rekel, pri nas, KZS spored narediti tako, kar ga imamo, imamo zdaj možnost, da do 15. ali pa 20. junija, da se recimo Urankar, Rowan in Ana, da se jim ni treba usesti v spusta sploh. In se cel prvi del sezone v mirnovodaški, pravi olimpijske kvalifikacije, oba svetovna pokala in evropsko prvenstvo je pač v bistvu pune bombe zdaj na to. Ampak officially je pa cilj še vedno Sabero glavni. Prav je še odprta opcija, se borite za olimpijado. Upajmo. To. Bravo. Ja, kar dejte, ne. Ja. Bomo videli, ko je 8. maja, 9. maja. A je takrat? Takrat je segat kvalifikacije. Bomo navijali. Hvala. Ja, seveda. Upam, da vsi, ne, ki to gledate. Ok, daj se vrnemo nazaj tja. Kako pa pravi? Se pravi, da pride ven en, sem ga lani prvič malo bolj spoznal, Urankar, ne. Owen, mislim, zgodba taka, da To je fantov, ne, mislim, deco, no. Kako, recimo, razvoj enega takega tekmovalca, da pride ven en Owen, ali pa jaz se s Owena spomnim od malih nog. Urankarja nekako nisem sledil, mogoče zdaj na zadnjih par let šele, a ne. Lani sem ga imel priliko malo bolj spoznati, ki je prišel, tak tekmovalec je prišel pomagati na tabor otrok, ne. Za Simona Panžeta, za njun razvoj ne moram preveč reči, zato ker Simon je en let mlajši kot jaz. Ja, dobro, tam je živa ful vlagala. Ja, ampak to je ljubljanski, to nasploh je, bi rekel, ta neka ljubljanska, to, kar sem ti prej rekel, poln dobre vole, vse možne discipline, vsi možni športi, in se jaz tudi v bistvu z mularijo, z otroki imam zelo podobno idejo, filozofijo, ne. Mogoče bi želel ti slišati po letih, a ne, ta plan, ampak jaz ti ga ne morem povedati po letih, zato ker nekoga dobiš, ki je star 10 let, nekoga dobiš pa, ki je star 14 let. A veš, recimo Ana Štebla je pri 16 letih komaj znala veslati, ne. A veš, je bilo zelo, zelo, zelo nizko, pa je potem pri 20 letih svetovna U23 prvakinja, recimo. Kako se je pa ukvarjala, a se je s kakšnim športom ukvarjala? Ne. A veš, zato nočem govoriti o nekih timelinih in o nekih časovnih premicah, kaj mora kdaj biti, ampak
Zelo pa mislim, da je pomembno in zelo rad pri teh, bi rekel, zdaj novih mojih, je pa sam nalaganje enega zelo splošnega treninga in niti ne treninga, ne vem, gremo na Krim. Gremo na Krim, to pomeni 2 uri pa pol neke nizkointenzivne vzdržljivosti. Zdaj, kar na vodi delajo te mulci, moji ta mali, večinoma je samo med 10 in 14 kilometrov vsak dan se prevesla. Ampak se prevesla tako, da se vmes malo pogovarjaš, malo to, ampak se vesla. Ker človek je vzdržljivostna žival. A to veš, da je človek najbolj vzdržljiva žival od vseh na svetu. Zdaj veš, človek je v pradavnini, oziroma ne človek, naši predniki, te neandertalci in podobno, so lovili mamuta tako, da so 2 dni hodili za njim. Veš, mamut je ful hitrejši, mamut zlaufa in je, ampak on ni mogel 2 dni, on ni mogel hoditi, oni so samo hodili za njim. Hodili, dokler ni on napadel po tleh pa umrl od pregretja. In človek je sposoben ful teh vzdržljivostnih bremen prenesti, in ta glavna omejitev je tole, kar se tiče vzdržljivosti. In jaz pač mislim, da v mladih letih, da valjda razvijaš razvijaš vse motorične sposobnosti, je hitrost ful pomembna, je koordinacija ful pomembna. Kar smo na vodi, pismo, da je velik del res te splošne vzdržljivosti, skozi to splošno vzdržljivost se da zelo veliko pogovarjati o tehniki. Hkrati je pa pač to še en ogromen razvoj volje. Volje in nekega fokusa. Ampak kar je pač pomembno, je to, da zelo majhen krog mladih tekmovalcev lahko računa na to, da bo mladinski svetovni prvak. Vse to ni problem, to v bistvu je zelo velikokrat to, da si mladinski svetovni prvak, slaba popotnica za kasnejše, za člansko udejstvovanje. Zato, ker ti s tem, da si bil mladinski svetovni prvak, si en velik del svojega budžeta oziroma svojih čipov, ki si jih imel, si že unovčil za to, da si pač v ta pravem delu leta, ko si bil star 18 ali pa 17 let, da si bil pač zelo hiter in zelo uspešen. Ampak bi mogoče potem z nekim splošnim grajenjem še vedno lahko več dosegel dolgoročno. Bi ujel večjega mamuta. Tako. Ne bi ujel unga takilovga, ampak bi ujel ta kralja pol čez 5 let. In jaz zato sem na splošno vedno znova mojim tekmovalcem rečem, recimo Kupšu, Tjašo, on je 2022 bil mladinski evropski prvak v šprintu, pa drugi v klasiki. Pa sem mu rekel, to je, mislim, kolateralna škoda, saj je zelo možno, da drugo leto ne boš. In letos je bil zdaj 2-krat četrti. Ampak, zelo možno, da ne boš, ampak naš cilj je vedno bil v članski bori. In ko tekmovalec to sprejme in se s tem strinja, potem lahko gradiš dalje, višje. Ampak glavno vprašal si, kako bi za mlade tekmovalce razvoj skozi leta. Čim bolj splošno, čim manj specifično, čim manj se prilagajati nekim specifikam discipline, v kateri tekmuješ. Velike težave smo imeli ali pa imamo v Sloveniji s tem, ker je mnogo mulcev rekli, da so pa 200 metraši. Sam ti dober 200 metraš ne moreš biti, če ne dirkaš tisočkov, ne vem, pod 3,45. Ali pa v spustu smo imeli ali pa imamo mnogo frajerjev, ki pravijo, da oni so pa šprinterji. Sam tudi v šprintu ti ne moreš imeti kolajne, če nisi za med 10 klasiki. To se je letos spet zelo lepo potrdilo. Jaz sem zelo podobno tudi v teku na smučeh. Dokler niso začeli cepati distanc, so bile muhe enodnevnice tudi v šprintih. Ali pa, ja. In
to je pač čist nek ta splošnost oziroma neka ta aerobna komponenta in s tem povezana tudi pač tehnična superiornost je toliko močna, da nimaš, mislim, da se moraš tega lotiti, da se moraš s tem ukvarjati in da moraš zelo razširiti obzorja in pri mladih sam nalagaj, pejt veslati dolge, pejt laufat, pejt v hribe, pejt, ne vem, košarko igrati. Karkoli, sam čim manj pejt pokat, ne vem, 200 na ful pri 14 letih, ali 500 na ful pri 14, ali pa 1000 na ful pri 14 letih. Ti sam nalagaj trening, nalagaj. No, pa kdaj pa začneš ožati ti to? Ja, Recimo na koncu vseeno mora biti neke specifike, da se Anže zapele tam na 200, tako kot vse. ne, to pri članih smo pa, ja, ampak lej, recimo v samem letu, bosta zdajle do konca februarja imata Oven pa Urankar, dve različni disciplini, imata identičen trening. In mogoče bi lahko teoretično Lahko razložiš, ko vsi navejo. Se pravi, Oven. 1000 klasika, Urankar 200 šprint. Dizelca pa... Edino letos se bosta ujela v K2 na 500 se bosta ujela. Aha. Oglih presečna množica. Se pravi, one dva se usedeta noter. Zaenkrat tako treniramo, ja. Zaenkrat tako treniramo. In če on stoji lepo? Ja, zelo. Odvisno od dneva. Mislim, da sem videl neke posnetke. Ja. Aha. Ampak ja, lej, po knjigi, mislim, po učbeniku, po teoriji, bi morali že zdaj trenirati veliko drugače, ampak tukaj smo pač v realnem svetu, v resničnem svetu, ki ni knjiga, ne, in če Simon trenira tako, Anže trenira tako, boste vsak svojo počela in boste vsak delala sam, brez družbe, brez tega, bi rekel, pokanja na treningih, bam. Lahko gremo pa, da se vsak za 5% premakne v drugo stran, ne, ampak s tem sta pa ves čas skupaj, je ves čas dobra volja, je ves čas vzdušje, ves čas je fajt na treningih vseh, ne. In je to ful več vredno, kakor pa, da zdaj iščemo neke te znanstvene pristope k treningu, ampak je pač veliko bolj, da sta zdaj, da dokler smo lahko, smo pač vsi skupaj in na koncu lej tudi ima isto trenira tudi Kupš, isto trenira tudi Preskar, na koncu isto trenira tudi Ana skorda, ne. In v številu je moč. Se pravi, ti tako zapakiraš, da je pa tam, da je to tvoja prednost, v bistvu si v tem vrhunski, ne? Mislim, mora biti to naša prednost. Na tem ustrajam, da če ni recimo Kupša na treningu, zato ker je se uči, ali pa ima šolo, je pa Preskar na treningu, je pa Mihelič na treningu. Ja. Čakaj, Kupš se uči? Ne, mislim, Kupš, sam šola ima dol. Sam pred tretjo ne more na vodo. Ja. To je problem. Ok, in se pravi, pol pa, pa vidiš, v bistvu preseješ, kdo je bolj za hitre, kdo je bolj za, in potem pa prilagajaš spomlad pa treninge tudi malo. Ja, so prilagojenja. Recimo začne pa res delo, ne? Mislim, recimo že na teh pripravah, ki jih imamo zdaj, bojo že tradicionalne v Afriki, ne, in že tam drugo polovico, recimo grem jaz kakšen teden prej domov, ne, pa potem na treningu, ki ga ima Simon, pa ga Anže nima, gre pa Anže zraven v gliserju, ne, za support in podobno. Še vedno potem ekipa drži skupaj in to je pač, in si pomaga. Zdaj smo pa že malo šli na drugo moje vprašanje, ja, kako pa v bistvu skozi leto, kako ti pripraviš, ne vem, letni plan. Se pravi, zdaj si že malo povedal, ne, se pravi, do februarja neko pripravljalno obdobje, več ali manj delate skupaj, več ali manj lovite mamuta, ne, skozi vzdržljivost, če sem prav razumel. Zraven fitness kot support. Ja. Za preventivo, kako je s hrano? To vejo samo. To bomo imeli podcast tudi Nado Kozjak, ampak mogoče dlih.
nekje do novega leta je fora snežaka, a ne, ali pa gradnje igluja, gradnje peščenega gradu, ti samo kotal, čim več in pa bomo že vklesali, ne, in to je, zdaj recimo, naš oktober je čist nizko intenziven, nizko specifičen tudi, ne. Potem imamo najboljše priprave na svetu, imamo novembra, ko gremo na Rdež. Ja. Na Rdežu imamo vsak dan cilj 4 do 5 ur vzdržljivosti na nekih še zmeraj relativno nizkih oziroma nizkih do srednjih pulzih. Čakaj, to je še v obdobju novembra, tam, ko Novembra. se vino spreminja, ne, sokovi. Ja, vedno Martinova, vedno. Tam. In mi imamo na Rdežu, smo zdaj zelo fin, tako bi rekel, recept oziroma ful fino prakso našli, da se odvesla dol, pač maraton se odvesla, kombi pride s kolesi in potem še s kolesi nekih 50-60 km nazaj in s tem si rešil dan, konec. Iz duatlonja še tam? Ni. To sem še Veš, ampak pač ta fora, mnogo minut, mnogo kilometrov na relativno nizkih pulzih, pa ne govorimo o 120 čez zmeraj, nekih 200. Aerobno. Ja, ne uno ekstra nizko aerobno, ko uno vseeno. V kajaku ne moreš biti ekstra nizko, zato ker če boš ekstra nizko, kar so te trendi zdaj v kolesarstvu, pač vzdržljivost na športu, ta zone to zelena cona, ne vem kva, ne moreš biti v kajaku, zato ker če si v kajaku ekstremno nizko vode, ne boš parjal, boš samo delal luknjo skozi vodo. Ja. Še vedno je v kajaku toliko preveč poudarjena komponenta moči, da ne moreš biti toliko nizko intenziven. Ampak ja, pač, tisto aerobna vzdržljivost. Potem se skozi december in januar je malo večji fokus na moči izven čolna, in potem v januarju probamo veliko že narediti na pragu in tudi že anaerobno izven čolna, to je tek na smučeh, a ne. In februar je pa tak precej tranzicijski mesec, ker se spet navajamo na čoln, v bistvu spet malo ponovimo novembra v čolnu pa tak, a ne. In potem konec februarja in marec smo pa že zelo visoko na pragu, čez prag. Pol je pa vse odvisno od tega, kdaj se tekme začnejo, pa kakšen cilj je, kakšni morajo za izbirne tekme biti že ušiljeni, kakšni morajo biti ušiljeni pa šele avgusta v resnici, a ne. Ja. Ampak se pač temu prilagajamo in letos imajo vsi zelo podoben ritem, zato ker vsi morajo biti dobri že zaradi olimpijskih kvalifikacij, a ne. Ampak od zdaj naprej se bo v bistvu zelo hitro odvrtelo vse proti maju. Zdaj, katerega obdobja se pa ti najbolj bojiš, recimo v letu? Se pravi, kad dvigujete frekvenco, se pravi tam medmišična koordinacija, ali kako počivati pred tekmami, to je tudi zame povratka s priprav. Jaz sem tudi rekel, da nisem dober trener, no, da tisti, ki ima jajca počivati pred tekmo, je že zelo naredil. Povratka s priprav se najbolj bojim, vedno. Kako? Povratka s priprav. Z teh toplih priprav, se pravi sredi marca. Zato ker prideš nazaj v nek malo bolj mraz temo, ne vem kva, življenje ni osredotočeno samo okoli kajaka. Hkrati se pa tekme že zelo bližajo in potem moraš tudi, bi rekel, še to utrujenost priprav dobro premostiti, pa moraš imeti, kot si rekel, jajca počakati par dni, da se spočiješ in da pa lahko spet hrabro kreneš, a ne. Na to, mislim, takrat je tako, da prideš z nekim elanom iz priprav, lahko si pa tudi zelo zamorjen, no, ampak pač, da spet vzpostaviš iste navade in isti teren dela, kakor si ga imel pred pripravami, da vzpostaviš doma spet isto rutino, no. Ker je pač zajebane so te menjave iz življenja normalnega doma, kjer je zraven služba, faks, bla, bla, bla,
na to, ko greš na priprave, ker si edini na svetu, ki obstaja in vse okoli tebe vrti in ti hrano nosi. In da prideš spet nazaj in da spet normalno znaš funkcionirati. Hkrati s tem, da se ti tekme bližajo, pa da moraš zdaj vedno težje stvari delati in spet v slabših pogojih, kot je bilo, ko si šel. To je tako neprijetno. Ja, zdaj jaz se spomnim, ali pa tudi slaloma, ali pa tudi z spusta, mi smo se v bistvu zmeram zelo pripravljali, tudi ja, v bistvu izbirnih tekmovanj. Kako je zdaj tam? Tudi pri vas to tako? Ali imate že po predalčko na malo, kdo bo kam padel, se že prej pripravite, v bistvu samo realizirate tam? Verjetno pa je nekaj vprašanj odprtih in se marsikdo boji teh izbirnih tekmovanj oziroma ni lih lahko, ne? Mislim, mi probamo dati čim manjšo težo, zato ker še vedno je to izbirno tekmovanje, zato da si v mirnih vodah med dvema, v spustu med 4 v Sloveniji, ne, in naj se ne sliši bahavo, ampak če pač ti na izbirnih tekmah ne prideš v ekipo, ne, pol je boljše, da ne prideš v ekipo, zato ker boš dobil v tujini še bolj po glavu, ne. No, čeprav v spustu Slovenci... Ja, še zmeraj pa te bojo pol 4 Slovenci prehiteli. Ja, veš, in mislim, nikoli se ne oziramo preveč na izbirne tekme oziroma v planiranju sezone niso podčrtane, je samo to, da se pač tiste zadnji teden, da se malenkost bolj, da recimo v torek ali pa v sredo pol zaključimo z unim tednom in se pač lotimo potem predtekmovalne rutine in predtekmovalnih zadev. To sem hotel reči, jemljete bolj kot predtekmovalno obdobje. Ja. Okay. Zaenkrat lahko. Ja, kar. Zaenkrat lahko se tako še lotevamo stvari. Upajmo, da bo tako ostalo. Ali pa ne, jaz upam, da boste imeli težave, da bo čim več v Sloveniji mladih, ki bodo hoteli priti v ekipe, pa da bo ribnik malo večji. Ne, ampak da bomo vsi lahko to, bi rekel, zreli in da bomo vsi lahko tako funkcionirali, da ne bo pomenilo, da bo imel nekdo vrhunec sezone na izbirnih, ostali se bo pripravljali, da bi bili dobri na svetovnem prvenstvu. No, da mi pa lepo poveš, kako pa se v bistvu boš pripravljal še recimo od izbirnih naprej, se pravi izbirne jemljete kot neko pretekmovalno obdobje, ker začnete iti dvigovati, ne? Ja. Se učiti dirkati, oziroma... Mislim, letos bo izbirne bolj učenje dirkanja kot kaj drugega. Bomo morali, če bo zadeva taka, kakor jo planiramo in kakor zdaj kaže, bomo morali na izbirnih biti že kar hitri, zato ker bo 2 tedna po izbirnih imamo olimpijske kvalifikacije. Kako sem zdaj izbirne za spust? Ali govoriš? Za mirne vode. Za mirne vode, ki se v Zagrebu. Ja. Za spust je tako, da imamo, da verjetno, da bojo te, ki imajo lani kolajne posamične, se pravi Ovan, Urankar, Ana, da bojo lahko izbirne tekme v spustu bolj ali manj spustili. Zaradi tega, ker so glih med izbirnimi za mirne vode in olimpijskimi kvalifikacijami za mirne vode. Tako da bomo pač verjetno izbirnih za spust za teta boljše letos imeli. Je to predvideno v programu reprezentanc, da se tem pač ponudi, tem, ki dirkajo 2 disciplini, da se ponudi možnost, da se pripravijo. Ker recimo, sploh v primeru, ne vem, mislim, v primeru vseh 3 izbirnih tekem je pač neumno, da se jih sili na izbirne tekme, zato ker je pač povsem jasna slika, da imaš ti v kajaku svetovnega prvaka pa svetovnega podprvaka in ni dosti globine odzadaj, da bi lahko upravičili to, da jim podiramo potem v bistvu pripravo na glavne tekme sezone. Pri puncah pa tudi. Poštimo na vse. Seveda. Ja, upam, da se je kdo videl tudi znotraj tega, no, tudi kakšni drugi, ne, z drugih klubov, pa se pravi, tudi oni, ki pridejo študirati v Ljubljano, te imajo možnost tam videti tebe, ne, na livadi. Mi smo vseh veseli. Tako? Mi smo vseh veseli.
Ja, sej mislim, sej imaš nekaj tekmovalcev tudi z drugje, ne? V bistvu Ja. študira v Ja, Ljubljani, živijo. Matija Preskar je zdaj že 3 leta z nami. Ja, Pa je nepogrešljiv člen ekipe. on je pa res. Ga bomo zelo radi, pa veliko dobimo eno drugega. Da je pač, se pravim, povsem enakovreden, enakopraven, čeprav ne tekmuje z Ljubljano, ampak Prav, če greš študirati v Ljubljano, imaš Pridi. možnost treninga, imaš možnost ali v mirnih vodah, ali pa tudi v spustu biti pri tebi, ali pa ne vem, na ljubljanskem klubu, tudi Jernej Župančič tam dela, a ne. Se pravi, se kar en tak lep centrček tam v bistvu. ja, vedno več nas je, vedno več nas je. Ja, se Vedno več nas je in še dobiti plat za čov, ampak se še dobi. zelo. Bo treba kakšno novo čolnarno narediti. Ne, fino je, glej, več ljudi, ki lahko skupaj trenira, boljše. Vedno ima kdo dober dan, vedno ima kdo slab dan, ima v principu, dajmo mi 10 čolnov na vodi, če jih imamo lahko. Kako pa ti gledaš zdaj tole olimpijske discipline? Zdaj, jaz sem si zmeraj predstavljal, da bi en spustaš ali pa tako široko narejen, ko si bil ti, ko je Nejc Žnidaršič, Urankar, ne, da bi lahko štartal tudi cross, ampak nekako, ker recimo taki tekmovalci so nepogrešljivi tam gor, Dolomiten Men, pa take stvari. Tam v bistvu je manj slalomistov, ne? V bistvu so ta najboljši so slabi slalomisti. Kar je hecno. Da so ta najboljši na Dolomitemanu so slabi slalomisti. Aha, Mislim, so slabi. ne, mislim slabi, ja. Ti, ki so slabši slalomisti, boljši na Dolomitemanu od dobrih slalomistov. Pa v primerjavi s pustašem? Je v principu zdaj zadnjih par let, zadnjih 7 let, sta samo 2 zmagovalca. Lukaš Kubričan, ki je trener na Češkem, star 40, pa Martin Unterturner, ki je, da rečem, faliran slalomaš / neuspešen spustaš iz Avstrije, ampak nam vsako leto tako riti sprašijo, da sploh ne veš, kako in zakaj in kje, ampak so nepremagljivi. No, hotel sem reči cross, olimpijska disciplina, ne. Kdo razmišlja od spustašev? Ne vem, v svetu, kako je, ti imaš kakšen pregled na tem, kako je pri nas? Ja, velik problem je ta, ne, ker gostla v olimpijski vasi, a ne. Ja. Kot slalomist v bistvu lahko dobiš, pa potem greš, lahko tudi imaš možnost štartati, če je kvota tudi v slalom, tudi v cross. Kako pri vas odmeva ta cross? Na začetku je bilo mogoče nekaj interesa, zdaj pa so se cilji, želje so se preusmerili drugam, ne. Ampak tako se v teoriji bi bilo lahko zanimivo, oziroma bi lahko bili kakšni tekmovalci sploh iz spusta, bi lahko bili uspešni, a ne. Samo bi bilo treba pa zelo veliko treninga s slalomom, s plastičnim čolnom, s slalom veslom, a ne. Nisem nikoli ne reci nikoli, samo bi bilo treba ful več prilagajanja, kakor je pa kombinacija spust pa mirne vode, po mojem mnenju, no. Ja, verjetno res je. Tudi v tujini zaenkrat spustaši niso nič kaj preveč pokukali zraven, no, v crossu. Videl sem enega švicarskega mladinca, ki dirka spust, pa je zdaj cross dirkal. Edino, kar je, imajo Francozi, imajo zdaj, ne vem, če še to, oni tako menjajo, Kogate trenerja. Je bil vodja tega olimpijskega programa za cross, je bil trener, ki je bil 4 leta nazaj v spustu, pa pol 2 leti nazaj v mirnih vodah, zdaj ima pa cross. Ampak to je pa edino. Da so tako. Ja, ko vidim, kako se hitro razvija, kako se je še lani pelalo bratca, kako jih letos pe. Je zelo, to je ta nova disciplina, ki gre razvoj. Ja. Gre razvoj v svojo stran in
z vsakim letom rata bolj specifično in bolj, bi rekel, zamujena priložnost, oziroma bolj vlak, ki je odpeljal. Ne. Ja, verjetno pa res, da ta razvoj diktirajo slalomisti, ne, ki so tam bolj Seveda. doma, definitivno bolj doma. Seveda. Ja. Ker mene se je zdela to priložnost za spust, ne, na začetku, ampak ja, je šlo pa Ne, res. z vsakim letom se ta pač vlak oddaljuje in oddaljuje. Ej, prej si omenil, da se pravi, greste v Francijo, greste v Afriko, okrog potujete, ne? Ja. Taka ekipa, se rekel, imate zraven razne patrone, ne? Sigurno se zgodi kakšna smešna situacija ali pa tako, imaš kakšno, da bi delil tudi z nami. Zdaj, a še zmeram velja, ne vem, da spustaši, da tam je akcija, ne? Spustaših je najbolj švola, ne? A je? Ja, ni. Jaz vem za enega, ki je zapora se tam prvakrat. Ja, res. Ampak, ja, no, se jaz sem tudi res šel skozi vse mirne vode, slalom, pa spust, ja. Dobro, sicer v različnih časovnih oziroma letih, ne. Najbolj nora leta sem preživel, ja, v spustu. A imaš kakšno anekdoto v žepu, tako da bi lahko rekel, ej, to pa ste. Ja, eno smo imeli zabavno pot, to je bilo 11-12 let nazaj. Smo imeli zabavno pot v Bourg-Saint-Maurice na priprave. Francija, ja. Ni bilo še te navigacije na mobitelih, ni bilo, ne. Pa smo se odpravili v avtu, je šel kombi, pa je šel še en avto. In v avto smo se odpravili 3 šalabajzerji, Poven pa Kolar. Pa se vozimo. Prav 3 on pa Kolar. Tako, mi 3. Pa se vozimo, pa smo bili pač stari 20, 21, 22 let, brez denarja. Vozimo, pridemo pod San Bernard zaprt zaradi snega, fino. Prelaz, ja. V kombiju je šel Srečko je pač že šel neko svojo, nismo skupaj šli, smo pač samo skupaj se dobili. Ja, Srečko posle, ja. No, in pol kva zdaj naprej, navigacije ni bilo, denarja nismo imeli, ne vem, kva, gledamo tam mape, gremo pol okoli. Pa gledanje smo bili že v Ženevi, pa benzina nam zmanjkovalo, pa denarja nismo imeli. Pa ste šli na sever, gor? Ja, čisto po hribov. In gremo, se vozimo skozi Albertville. Aha, ste že dol? Ja, smo nazaj že, ja, smo že nazaj, ampak to je bilo pač, moj smo se 17 ur vse. Ampak se vozimo skozi Albertville, pa Kolar je imel BMW-ja, se še zdaj ga imamo, je imel BMW-ja, je rad pritisnil. Gremo, kar naenkrat zraven nas policaj na motorju, se pa Kolar umakne, tako sej, da gre pod mimo, ker on je imel lučke, ne. Se policaj zraven nas, vi. Mi. In to po francosko. Ja, seveda, se ustavimo. Prva stvar, Kolar je vozil, prva stvar policaj, pol Kolar je teste, alkohol, druge. A lahko sem malo bližje mikrofonu, veš, kaj te je slabo slišati. Midva z ovnom cepava od smeha. Zadnji treče, šli pa 170/70. Fino. Ok. Pa reče, ja, tokle kazni, ne, neka absurdna cifra, 1500, pa na roke, pa izpit. Ok. Gremo, nas potem policaji, ja, gremo na bankomat, nas policaji z lučkami čez vse krožnjake do bankomata odpeljajo, ne, policijski, v bistvu, konvoj, pridemo do bankomata. Slabo te slišati. A zdaj kaj bojiš? Ja, zdaj pa je, ja. Ja, bližali ste se bankomatu, verjetno pol glas šel. Ja. Pridemo do bankomata, vsak dvigne to, kar ima. Kolar da, ne vem, dvigne 300 evrov.
jaz dvignem 250 evrov. Smo šel v avto, najdel nekih 50 evrov, pa policaj takole drži denar v rok, pa pride oven, pa še 10 evrov gor vrže. Se je policaj začel smejati. Pač res sta se smejala, sta rekla, a več nimate? Ja, ne, pizda nimamo, saj še za benzin zdaj nimamo za naprej. Okay. So šli na policijsko postajo, so ga 2 uri so ga popisovali. Midva z ono sva si tako vmes delala vice in tako o tem, kako ga zdaj noter pregledujejo kolarja, ne. Pridemo in tem, jaz so kar začelo vmes spet say you, say me po angleško, sta se po angleško zabavala. Pač marca so delali z nas, da smo brez darja, pa ne vem kaj. In na koncu je bil ta izid, da smo pač dali teh 600 evrov, ki smo jih imeli, namesto 1500, kolar je izpit zgubil. Pa sem jaz moral peljati v Burg, tako smo prišli v Burg, da je bilo vse zaprt, že večerje nismo imeli. Maslo sem se napizdil. Ja. 3 dni kasneje starja še peljati nazaj, zato ker on je šel z avtom. Jih malo pazi z mikrofonom, veš, ker te ni slišati. Je imel kolar potem čez 3 dni je moral nazaj, ker imel nek faks, neki spit, ne vem, neko pizdarijo. Ampak zdaj on ni mogel peljati, ne, do Frežusa oziroma do tega Mont Blanc tunela. Ja. Pol sem ga moral jaz peljati v njegovo avto, ker on z avtom mora iti domov, ne. Njegov fotor ga je prišel z vlakom iskat v Ivrejo, se pravi, moral kolar iz Mont Blanca, ki je bil brez izpita, Mont Blanca do Ivreje se prepeljati. Ja, se pravi, po celi dolini dole. Ja, hkrati, se pravi, jaz sem ga pred Mont Blanc tunelom sem ga ven dal, sem jaz šel ven, hkrati je pa Maslač še za nami s kombijem. No, ampak nova pizdarija, spet smo se zgubili na poti do Mont Blanc tunela. So pa tam nek Mežev, pa ne vem, neke te vse možne prelaze dal čez. Tako da takrat na mestu bi bili recimo tja, da bi se vozili 2 uri, smo se spet vozili 5 ur, pa spet je bil Maslač srečen. No. Ampak pol 2 meseca kasneje so pa zmagali svetovno prvenstvo tam v Moštih. Taka zelo spustaška klasika. No. Ampak to vedno se je dogajalo, pa vedno je pol, mislim, nekako na dobro voljo so se te zadeve rešile in obrnile in tako naprej. Ampak v spustu ekipi je vedno dobro voljo. Bi bilo bolj, če bi skidali Petit San Bernard. Ja. Sigurno. Če bi mi avto čez ne porivali, ja, tako. Ok. Ej, Mag bo počas zaključila. Ti, kaj bi svetoval mladim, ki so v športu oziroma v kajaku? Recimo mladim, ki zdaj v prehodu z osnovne šole v srednjo ali pa srednje na faks. A imaš kakšen tak, glede na to, da si zelo široko zastavljen trener, človek, no? Tudi zelo na široko bom povedal. Uživite v tem, kaj delate. Ne delati, mislim, ne trenirati zato, da boste svetovni prvaki, ampak trenirate zato, ker vam je fajn trenirati, pa je fajn vam biti v družbi, pa je fajn, bi rekel, nekaj delati in v tem napredovati iz dneva v dan. Tudi ne boste vedno napredovali in pride težko obdobje, ampak z neko kontinuiteto bo premica šla vedno gor, samo pač mogoče malo manj strmo kdaj, pa malo bolj strmo drugi. Pa, če sem že rekel, ne ciljati na to, da ste mladinci svetovni prvaki, ker verjetno ne boste. In delo se pa, tisti, ki je priden in tisti, ki dobro dela, ki dobro dela, se pa potem pokaže kasneje in članski rezultati štejejo dosti več kot mladinski. Tako nekako bi... To je tvoje. Ne obupati, ne preveč pa ne delati tega, kar delate, zato, da bi kolajne dvigovali. Delajte to zato, ker je fajn, pa zato, ker sej mogoče ni fajn zdaj pri 2 stopinjah pomagli v Ljubljani na vodo, ampak je pa fajn, kad teden zaključiš, pa kad vidiš, da nisi pička in da si veslal in da si treniral in da si tudi kljub temu, da je vse proti tebi, da si še zmeri nekaj s folgo narediti iz tega. Pa pol ujameš mamuta.
Tako, počasi je zanesljiva, To se je verjetno od Trumpa. si bliže in bliže mamuta. Ja. Vedno bliže mamuta si. To nekako, ja. Ej, ja, super, mikrofon si boš mogel popraviti počas. Storija že. Ja. Drugač pa, Max, hvala, no, ker si se odzval. Hvala, Hvala tebi za vabilo. ker si delil svoje znanje, svoje misli, no, z nami. Jaz ti želim uspehov, no. Konec koncev, da se poslastite z mamutom. Hvala lepa, hvala lepa. Hvala lepa. Ok, Pa bomo uspešni vsi. hvala, se vidimo na tekmah. Se vidimo. Hvala. Naj bodi. Čau. Čau.